Pozdravljeni! Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ormož je minuli teden pripravilo novinarsko konferenco, na kateri sta predsednik združenja Miran Fišer in upravnik kluba veteranov Boris Vukan spregovorila o delu združenja v minulem letu in seveda o načrtih in aktivnostih v tekočem letu. Vsekakor se veterani imajo s čim pohvaliti. Pri svojem delu so si veterani prizadevali krepiti območno združenje in prispevati k ugledu veteranstva v Sloveniji, doseči zaupanje in spoštovanje udeležencev priprav in vojne za Slovenijo 91, delati z mladimi, ki o vojni za Slovenijo 91 nič ne izvejo iz šolskih učbenikov. Vključili pa so se tudi v program javnih del in v programe krepitve socialnega statusa članov, ki so zaradi učinkov gospodarske krize ogroženi. Naši osnovni cilji so krepitev veteranske organizacije, ohranjanje spomina na dogodke leta 91 oziroma 90 za čas priprave in pa seveda na ljudi, ki so bili takrat predani kot veliki domoljubi in so takrat sodelovali. Tudi nasploh si želimo krepiti domoljubje in skrbimo za naše člane območnega združenja. Tukaj mislim reči, da gre za cilj, ker se zavedamo, da se tudi naše članstvo stara. Če smo pred 20 leti bili povprečno stari 30 let, smo danes povprečno stari 55. Ne? Se pravi, da v tem vidimo, da se nekateri posamezniki že znajdejo v, bom rekel, tistem starostnem obdobju, ko je izredno primerno priti na razgovor, ponuditi roko in seveda predihati vse probleme, s katerimi se ti ljudje srečujejo. Imamo pa zelo kričeče probleme tudi na tem socialnem področju, ker je kar nekaj naših članov območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo v minulih letih zaradi gospodarskega preoblikovanja tudi v občini Ormož ostalo brez svojih delovnih mest, pa se zaradi tega v družbi glih nihče ni prav posebej sekiral. Torej, v veteranski organizaciji poskušamo delovati v tej smeri, da bi blažili te težave in da bi bili kot soljudje v stiski z našimi člani. To je osnovni moto združenja, poudarja predsednik Miran Fišer. Je pa združenje, ki ima svoje prostore na Kerenčičevem trgu 5, na voljo tudi za vrsto nasvetov in pomoči pri pridobivanju statusa veterana. Kjer je še kar nekaj nekdanjih pripadnikov teritorialne obrambe z občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, ki se niso do zdaj uredili statusa veterana in niso člani naše organizacije, so se letošnje leto odločili, da bodo pristopili k naši organizaciji. Mi pomagamo v tej smeri, da jim omogočimo informacije, na katero osebo na občini se morajo obrnuti za rešitev statusa veterana in kako tudi, kam morajo priti, da se uredijo status člana območnega združenja. To so ljudje, ki so mogoče zdaj komaj izvedeli, da se lahko pridružijo naši organizaciji, mogoče do zdaj niso vedeli, na koga se naj obrnejo, ampak preko medijev, preko naše kabelske televizije so mogoče tudi zasledili, da se lahko pridejo k nam in si pri nam uredijo te zadeve in dobijo razne informacije. Vsekakor gre za dober občutek pripadnosti in številne možnosti za vključitev v kakšno izmed aktivnosti, ki jih Združenje veteranov ponuja. Sicer lahko rečem, da so naše večje aktivnosti tudi v minulem letu bile pohod braniteljev meje iz Komile preko Guče Skok v Središče ob Dravi, da smo se v minulem letu odločili intenzivno sodelovati s Slovensko vojsko, zlasti v času, ko je dan Slovenske vojske, ko so dnevi odprtih vrat, da tudi na ta način sodelujemo. V juliju
smo nekoliko predrugačili pristop k obeležitvi dogodkov v Gomili pri Kogu, kjer imamo svoj pomnik, tako da smo položili cvetje k pomniku in se, bom rekel, bolj obrnili k družini Halužan, ki je v minulem letu nenadoma ostala brez gospodarja. V vseh teh letih smo s to družino sodelovali. Oni so nam tudi prijazno dovolili, da na njihovem zemljišču postavimo pomnik, tudi v spomin na to, da so oni leta 1991 takrat skoraj pogoreli, utrpeli so vojno škodo v tistih akcijah, ki so se odvijale na območju krajevne skupnosti Kog. V minulem letu smo tudi, bom rekel, izjemno intenzivno sodelovali z občinami, tako z občino Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Iz tega je bilo oziroma izvedenih kar nekaj nalog in jaz sem prepričan, da smo z vsemi župani ohranili oziroma vzdrževali izjemno dober stik, tako da smo v vsaki občini imeli tudi nekaj večjih aktivnosti in moram reči, da so se v tem minulem letu župani velikokrat pridružili našim aktivnostim. Med številnimi aktivnostmi so ob 5. obletnici smrti člana Zvonka Meška iz Svetega Tomaža pripravili posvet o njegovem življenju in delu. Prepričani, da je tudi sicer izjemno veliko ljudi, ki so vredni pozornosti, da pa se žal to prepozno ugotovi. Tako se bodo Zvonku Meško oddolžili zbornikom posvečenim njegovemu spominu. V Središču ob Dravi so s proslavo in koncertom Orkestra Slovenske vojske obeležili dan generala Maistra. Izredno intenzivno pa so v teku minulega leta sodelovali z ostalimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami in se skupaj z njimi na kar nekaj načinov trudili na mlade rodove prenesti spomin na čas novejše zgodovine. Tako so sodelovali z dijaki gimnazije Ormož in z osnovno šolo, ter svojim znanjem podprli njihovo raziskovalno nalogo. Veterani radi povedo, da poseben odnos gojijo tudi do svojih preminulih članov in spominov nanje. Izredno pa so ponosni na paleto aktivnosti na področju prostočasnega življenja, športa in rekreacije. Razen občasnih športno-družabnih srečanj so 9. maja lansko leto izvedli tudi regijsko športno srečanje, kjer so zbranim ponudili vrsto športnih aktivnosti, kot so vlečenje vrvi, met na koš, streljanje z zračno puško, v veščini izdelavi papirnatih letal so se lahko udeleženci tudi preizkusili in celo streljanje s fračo. Tudi svoje vino so si omislili in ga poimenovali Zbirca, ki se je na enem izmed vinskih ocenjevanj tot okrog prislužilo srebrno medaljo. Veterani v letu 2015 načrtujejo enako število aktivnosti in še kakšno zraven seveda. Med temi pa bo zagotovo druženje ob šahu. V ponedeljek je v Domu kulture bila javna razprava na temo osnutka projekta CEROP v glinokopu Hardeška šuma. Razprave se je udeležilo okrog 130 občanov, večina seveda tistih, ki so proti odlagališču, oziroma tistih, ki živijo v bližini. To pa so prebivalci Hardeka, Dobrove in Litmerka. Uvodničarji župan Alojz Sok, Boštjan Najžar iz oddelka za okolje in prostor ter predstavnici družbe Sava Projekt iz Krškega so najprej razložili, kako daleč je osnutek projekta v tem trenutku in kakšen je sploh postopek sprejemanja podrobnega prostorskega načrta. O rešitvah glinokopa se govori že od leta 1990, odlagališče pa je v prostorskem aktu bilo načrtovano že leta 1989, je povedal Boštjan Najžar.
K temu je župan Alojz Sok dodal, da pa v prejšnjih fazah pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta, tudi ko je občina kupovala zemljišča, ni bilo zanimanja med krajani. Ampak šele sedaj, ko je občinski svet sprejel sklep, da se začne postopek podrobnega občinskega načrta. Na občino so dobili 3 peticije s 300 podpisi prebivalcev Hardeka, Dobrave in Litmerka, ki so proti odlagališču v bližini svojih domov. Saj to prinaša vrsto neprijetnosti, navajajo. Družba Sava Projekt se je s projektom začela ukvarjati že leta 2009, je povedala predstavnica projekta in poudarila. Smo mi čisto na začetku postopka. Zdaj smo v fazi izdelave osnutka, no to bo sledilo pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora, potem bomo te smernice analizirali, uskladili in dopolnili osnutek in šele takrat pride po zakonu javna razgrnitev za javno obravnavo, v kateri javnost poda pripombe, do teh pripomb se opredeli v dokumentu stališča do pripomb in na podlagi teh stališč do pripomb se potem izdela predlog, ki se zopet pošlje vsem ministrstvom nosilcev urejanja prostora, da daje pozitivno mnenje in ko so pridobljena vsa pozitivna mnenja, se lahko odlok šele sprejme. Kot vam je že Damjana na začetku povedala, v bistvu mi smo čisto v začetni fazi. Začela se je izdelava OPPN-ja, kar pomeni, da smo ravno naredili osnutek in ta osnutek je zdaj vam predstavljen. Kaj zdaj to pomeni? V bistvu izdelava osnutka gre sedaj v smernice nosilcem urejanja prostora. To pomeni, da bojo ta osnutek dobili v roke tako naravovarstveniki kot kulturnovarstveniki, vodarji, v glavnem vsi, ki imajo za ta prostor kakršnokoli besedo, v bistvu tudi na nek način vaši predstavniki. Po pridobljenih smernicah mi te smernice analiziramo, pregledamo v bistvu, kaj so nam nosilci urejanja prostora povedali o tem dokumentu, kaj je treba še dopolniti, kaj je še treba popraviti. In na podlagi teh smernic se izdela dopolnjen osnutek OPPN-ja. S tem, da pri pridobivanju smernic gre en izvod tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, kjer oni podajo odločbo, ali je za to območje potrebno izdelati okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo je ena od teh novodobnih varovalk, da se v okolje v bistvu ne postavlja nič takega, kar okolje samo ne more sprejeti. Torej tukaj je že prva faza, kjer se celoten projekt, celoten poseg okolje ovrednoti tudi iz strani sprejemljivosti posega na okolje. Torej, tle noter so zajeti, bomo pa tudi na koncu pogledali, vsi vplivi na vode, vsi vplivi na zrak, na ljudi, na kulturo, na naravo, na živali, na vse v bistvu se obdela že zdaj v prvi fazi v okoljskem poročilu. In to okoljsko poročilo gre potem, ko je izdelano, najprej na ministrstvo nazaj, da dobimo odločbo o ustreznosti izdelka, torej ustreznost okoljskega poročila v smislu, ali je izdelano po sami zakonodaji. Nato pa se okoljsko poročilo in dopolnjen osnutek predstavita javnosti. Torej se pojavi ta prva javna razgrnitev, kjer imate vsi možnost podati vse svoje predloge, pripombe, te dokumente pregledati, tako okoljsko poročilo, kot tudi sam osnutek. Prostorski načrt predvideva več ureditev, ne samo odlagališče. Zajema torej cerop, glinokop in dostopne ceste ter pogozdovanje. Za predlagani vadbeni poligon pa ministrstvo ni dalo odobritve. Območje ceropa pa v osnutku projekta predvideva zgradbo zbirnega centra, kar pomeni sortirnico, kompostirnico, čistilno napravo ter 3 odlagalna polja, cesto in ureditev zelenih površin. V centru obdelave odpadkov v območju ceropa torej naj bila kapaciteta za 50 000 prebivalcev. V 35 letih bi se v 3 odlagalna polja lahko odložilo 700 000 ton nenevarnih odpadkov, kar pomeni 3000 ton na leto. Sta osnutek projekta predstavili predstavnici Sava Projekta. Sledila je razprava. Ker je v dvorani bila večina predstavnikov civilne iniciative proti odlagališču, so mnenja bila odklonilna. Ogorčenja pa prisotni niso skrivali.
Najprej se je oglasil Karel Lipič, predsednik ekoloških gibanj Slovenije, ki je uvodoma povedal, da se v prvi vrsti mora izjasniti vlada. Koliko centrov za ravnanje z odpadki bi naj bilo v državi in kje. Zato vam dajem ta uvod, da boste videli, da v Sloveniji moramo najprej razčistiti stvari znotraj vlade in pa predvsem resornega ministrstva. Tu se že trudimo v Zvezi ekoloških gibanj vsako leto in tudi sedaj pripravljamo strokovni posvet skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor in znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj 9. in 10. aprila, da tudi gospa ministrica pove, kako naprej na tem področju. Potem so sledila mnenja prebivalcev v okolici predvidenega odlagališča odpadkov, ki so si v večini bili enotni, da bi odlagališče imelo zelo slab vpliv na okolje in kvaliteto življenja okoličanov. Mladi se bodo odselili. Se ne more živeti v kraju, kjer je vsakodnevni smrad. Kot izkušen inženir vem, da tudi najboljša tehnologija in infrastruktura ne moreta preprečiti smradu in kraj, ki je degradiran s smetmi, se ne more razvijati, stagnira, kot vidimo že večletno prakso v sosednjih državah. Nekateri starejši Ormožani se zgodovine odlagališč v Ormožu dobro spominjajo, pa tudi križev in težav s smetmi v teku let. Zato dobro urejenemu odlagališču ne nasprotujejo. Torej, moj predlog je, če se mene pita, srečni bodimo, kad dobimo tukaj, bomo lahko napravili toti center, ki ga strokovnjaki delajo. Ne? Tako je. Vsi tisti, ki pa kar zgradujete, pa učite, pa povete, kam bomo ga vozili. Tako, imate prav, samo se vidite. Nekateri so se spraševali, odkot pa bi občina sploh naj vzela denar za dovolj sodobno odlagališče. Mene sploh ne gre na živce to, kot pravijo, smrad. Pač pa je problem nekje drugje. Mi skačemo dejansko v jamo, pa ne vemo, je notri voda, ali je kamenje, ali pa je živa lava. Vsak, ki bi se lotil resno takega posega, bi enostavno kot neki gospodarstvenik najprej moral dati izračune, torej koliko bo to stalo. Območje Glinokopa seveda Ormožu ne more biti v ponos, še manj pa ekologiji in ekološkim prizadevanjem Evropske unije. Jaz govorim o tem, da ko je bilo prenešeno zemljišče iz Wienerbergera na občino, je bilo verjetno, ko je bilo zastonj prenešeno, je verjetno s tem bila naložena tudi določena naloga. Vsaj po vseh obligacijskih razmerih je to tako. Zato se sprašujemo, kar smo tudi Vaščani Hardeka napisali, zakaj se že do sedaj ni ničesar storilo na tem območju. No, to seveda ničemer ne drži. Ne? Če pa govorite o tem, da se sedaj vozi notre zemlja iz gradbišča, železnice iz Pavlovec in pa tam pri tovarni sladkorja, ne? Pa vam seveda moram povedati, da so si pridobili okoljevarstveno dovoljenje. Se vse bo prekontroliralo na koncu in se na začetku. In je ta postopek odlaganja teh zemeljskih materialov tukaj v Glinokopu povsem legalna in pa zakonita zadeva. To, kar vozijo notri železnice, če pa kdo vozi kaj drugo notre, pa ga vidite, da voze, potem pa ste isto tako kot jaz dolžni, ga takoj prijavite. Da se ne bo pravzaprav delalo čisto nič, kar bi bilo v nasprotju z vašimi interesi. Po tem, kar je bilo danes povedanega, ste lahko prepričani, ker to pravzaprav niti ni možno. Zakon je takšen, da če se vi s tem ne boste strinjali, kaj se misli tam narediti, se to ne more delati. V Ormožu imamo dovolj dve situaciji, ki mestu ne prinašata drugega kot smrad. Gre za sedanje odlagališče odpadkov in bioplinarno, meni Boštjan Štefančič. In to je seveda neznosen smrad. In zdaj, če bo to razvoj Ormoža, pa da še dobimo v trikotniki še to lepo smetišče, pa na tak način, ko se je do zdaj delalo, se bi jaz prav lepo zahvalil za takšno skrb, pa bom končal. Hvala.
Ne samo smrdi, okolje Ormoža je grozno degradirano. Mi smo dovolj cehe plačali. Poglejte, kakšen je glinokop, širi se korak, kam boste še v Litmer gor boste vodili, kaj boste še te? Kjeri bodo šipali, kjeri vasi, boste še vasi počasi podrli. Kdo sploh dovoljuje tonemu Weinbergerju, da tako na veliko izkorišča in eksploatira? Nikdy v Sloveniji tega ne bi mogel. V Ormožu pa očitno. Zato, ker eni kompromisi tu obstajajo. In to tisti kompromisi, ko sta prostor. Samo nič ne pomaga, jaz bi samo rad resno povedal, da ti kompromisi, takšni, kakšni so bili na tej relaciji, očitno vodijo v to, da ste vi že dolgo imeli v mislih ogromno nekšto center Podravje za odlaganje smeti. Ja pa, ljudje dragi, no. Ne hecite se, no, to so preveliki projekti, to je treba razdrobiti za okoljsko vznosne projekte in jih razmestiti na več lokacij. Ne pa tako ogromno, ki ste zdaj pač tu zaslutili, ker je to seveda občinsko zemljišče po teh mahinacijah, ki ste jih delali. Vi ste bili dužni sanirati ta glinokop, namesto tega ste pa računali, da boste ta sredstva, pa še kaj od nekšnih privatnih sredstv, govorite konec koncev, še 20 sekund, kjer so to privatna sredstva, Komunala Ormož, kdo? Kdo da je to investiral? Hvala lepa, ne več, ker mi čas poteka še 12 sekund. Proti sem to temu odgledališči, do amena mi se borijo do konca. Tako. Samo če dovolite, ne, bom samo rekel, kdo je razširil glinokop. Ja, vsi tisti, ki ste parcele prodavali. Sortirnici nihče nasprotuje in takrat, ko ste razgrinjali najbrž tiste projekte, mi pač ne hodimo vsi po občini, javno se seveda to ni drugače objavljalo, ne hodimo res tega gledati, ampak sortirnici najbrž ne bi nasprotovali. Kajti sortiranje pomeni to, da te odpadke v večini, oziroma ti odpadki v večini gredo v ponovno uporabo. In v nadaljevanju je bilo še veliko povedanega. Očitkov takšnih in drugačnih. Zbrani razpravljavci so v glavnem dali na znanje, da so proti odlagališču. Oprostite, ta predstavitev, to je za male otroke, ne? Jaz kot dober gospodar predstavim vse, od finančne slike po do končnega sistema, ko se sistem zapere. Ker te stvari, ki sta jih gospe predstavili, ne, to že mi vse vemo. In to ljudje vedo, verjemite mi. Manjka pa finančna konstrukcija. Veste, neresno je, da se danes pogovarjamo o nekih stvareh, ki so splošno znane. Zdaj, gospe bi vprašal, koliko projektov takih so izpeljale, ne, pa če so že slišale za Zero Waste. Ne. Mislim, da ste ekologinja in mislim, da je morali pač to zagovarjati. Jaz poznam podatek iz Italije, ne? Tam zberajo 96,7% ločenih odpadkov. Ne? No. In mislim, da potem tistih 700.000 ton, ne vem, kaj bo to, kaj imeli bazene, smo kopali tam notri ali kaj. Mislim... Jaz vam povem, če bomo imeli smetišče na Dobravi, jaz mislim, da še toliko prebivalcev ne bo na Dobravli, kot jih je zdaj. Prvič je to, ker mladi odhajajo izobraženi iz naših vaseh, ker ne vidijo niti zaposlitve, niti zdravega okolja, ne nič. Kdaj so bile volitve, pred 7 meseci ste kukali za volilci, a zdaj pa ste pred nekaj cajta policijo pognali na svoje volilce. Hvala lepa. Tu sem v imenu svojega sina. Sin je star 14 let in me je prosil, naj grem na sestanek in naj rečem to, v primeru, če se zgradi regijski center, da se bomo odselili. Lepo vas prosim, da prekinete z vsemi dejavnostmi v izogib nastajanja dodatnih stroškov. Kaj se je zgodilo? V zadnjem tistem dopisi smo dobili pred izvršitvijo ali razlastninjenje ali pa pod pogoji vašimi. Zdaj pa en preprosti človek, ki ne ve kam iti pa kaj se ne odločiš. Toliko vednoš, da je, ker je bilo prej rečeno, da smo pač zakaj pa smo prodali. V glavnem mene pa zanima to, komu je v interesu, ker smo prej videli spet narisane ta glinokop, ne vem, grozno na veliko, komu je sploh v interesu, da mi ta glinokop v takem obsegu imamo. Mislim, to je zdaj privatni
kapital, ne vem koliko ljudi je tam zaposlenih, če ima smisel, da mi sploh to naravo uničujemo z tem glinokopom. Želim pa povedati, da odločno nasprotujemo temu, sploh pa omenjeno referenduma, kajti o naši usodi ne bodo odločali tisti, ki s tem ne bodo prizadeti. Tistim se gre samo za ceno odpadkov, mi pa bomo tam morali živeti. In mi smo proti temu in še enkrat, mi bomo tam živeli. Sploh pa mi tu želimo ostati, ker če bi pač želela iti nekam drugam ali pa ostati v Ljubljani, potem bi že šla. Jaz pa želim tu bivati, v domačem kraju in upam, da bomo pač jaz, pa mogoče moji otroci, vnuki ali pa nadaljne generacije imele to priložnost še tukaj ostati, glede na to, da je okolje tako že degradirano. Sploh pa ob glinokopu. Jaz mislim, da se tak ne streže. Ne morete tako pozno pristopiti k takim projektom, ki, bom rekla, jih je treba pravzaprav ljudem predstaviti, preden se sploh začnete te take zadeve pogovarjati. Javnost mora biti seznanjena. In kaj zadelamo? To je malce prepozno. Vi ste papire začeli sprejemati že dosti prej. Mi si tega enostavno ne želimo. Mi vam želimo samo to povedati. Takega odlagališča tukaj ne želimo in ga ne potrebujemo. Če mojo ljudje, ne vem, peneze za pijačo, pa za internet, pa ne vem kaj vse, bodo tudi rejši dali 10 € več za smeti, kot jih nekom drugom vozili. V vsakem primeru pa gre šele za osnutek projekta. Kar se tiče finančne konstrukcije gradnje, je znano le, da bi sortirnica in kompostarna stali 4 milijone evrov. Kakšna bi bila cena odlagališča, pa še ni znano. Zaenkrat je dejansko v projekt vključenih premalo prebivalcev, saj 3 ormoške občine in občina Gorišnica, ki je izrazila pripravljenost sodelovati, zagotavljajo le polovico potrebne populacije, ki bi gravitirala na novo ormoško odlagališče. Zbrani na razpravi so župana večkrat pozvali, naj prekine vse aktivnosti za izgradnjo odlagališča in naj več energije usmeri v ločeno zbiranje odpadkov. Kakšna bo nadaljna usoda projekta, pa bo odločal ormoški občinski svet. Študijski krožek, ki deluje v okviru brezplačnih neformalnih izobraževanj znotraj Ljudske univerze Ormož, vedno preseneča. Tokrat so v cvetlični vrt spremenili avlo občinske zgradbe. Razstavo pa naslovili Utrinki pomladi. Otvoritev prelepe razstave je bila v sredo. Otvoritev razstave sta popestrili flavtistki učenki glasbene šole Ormož pod vodstvom njune mentorice Helene Verbančič. Sicer pa je zbrane v avli občinske zgradbe pozdravila direktorica Ljudske univerze Ormož Viki Ivanuša, ki je predstavila namen tako imenovanih študijskih krožkov in njihovo tradicijo v Ormožu. Zahvalili pa so se tudi mentoricama Ani in Mateji, ki sta v minuli sezoni bdeli nad udeleženci krožkov. O svojih pogledih na udeležbo v krožkih pa je spregovorila tudi Angela Topolinjak, ki ni skrivala navdušenja nad tovrstno obliko druženja in možnostjo, da se človek še vedno lahko nauči kaj novega. Kljub temu, da ima Topolinjakova z ročnimi deli in z vsem, kar spada zraven, ogromno znanja in izkušenj. Čast, da razstavo odpre in obenem vsem prisotnim ženskam čestita materinski dan, pa je pripadla podžupanu Mirko Novaku. In tako avlo občinske zgradbe odslej krasi spomladansko cvetje, pa tudi številni izdelki, ki naznanjajo bližajoče se velikonočne praznike. Gre enostavno za razstavo, kot so jo tudi poimenovali, Utrinek pomladi. Ana, kako se dajo vse te čudovite rože iz papirja primerjati s temi živimi, ki jih imate v rokah? A dajo se primerjati, če damo zraven, vidimo mogoče kakšno razliko ali pa ne. Kaj je to za ljubezen, vso to ustvarjanje?
ki je danes na ogled na razstavi? Ta ljubezen je verjetno nastala iz razloga, ker so papirnate rože nekako uvrščali med kič, jaz pa za gotovostjo trdim, da to ni kič, da je to umetnost. Kje ste se pa vi naučili, glede na to, da vsa ta dolga leta že pravzaprav učite vse generacije, od mladih do starih? Ja, prve rožice so verjetno nastajale, ko je mama izdelovala cvetje za vence, potem so kakšni ostanki prišli v moje roke. Drugače pa potem, kot sem že omenila, ker sem prepričana, da to ni kič, sem začela že pred 20 leti tudi z Ljudsko univerzo. Takrat, tako da slavim 20 let tudi pri Ljudski univerzi, ker sem se takrat predstavila v Ljubljani prvič, napravila raziskavo o izdelovanju papirnatih rož. Začelo se je, pa še se ni končalo. Tako je. Gre za vrsto umetnosti in talenta, sploh pa izredne ročne spretnosti, vztrajnosti in volje do učenja. Ja, verjetno to, da sem že nekoč moja mama učila takšne stvari, ne? Vezenje, štrikanje, kvačkanje, in potem sem bila v službi v osnovni šoli, tam sem imela vedno ročnodelski krožek. Potem so prišli otroci in sem mogla za njih štrikati, kvačkati, tudi šivati, če je bilo kaj potrebno. In tako se človek navadi in enostavno brez dela ne more več biti, ne? Sem namreč taka, da se usedem in moram tudi pri televiziji nekaj v rokah imeti. In to je problem dostikrat, ne? Pa že spet, grem na obisk, jaz nesem torbe s sabo in če je čas, vzamem ven pa delam, ne? In potem je bilo nekaj časa tako, da bi rekla, zdaj je pa konec, da pa ne bom več. Da sem pa ostala sama, otroci so odšli, vsak na svoj konec. Jaz pa svojo samoto potem pač malo popestrim z delom. In sem zelo vesela, da se lahko vključujem v te krožke, ker predvsem še niti ne toliko znanje, ampak druženje mi veliko pomeni, ne? Ampak tudi ob druženju se veliko naredi, ne? Dobre volje, pridnega dela in potem nastanejo razni izdelki. Ljudska univerza Ormož študijske krožke z različnimi vsebinami organizira že vsaj 20 let. Je pa tako, da se študijski krožki ponavadi začnejo nekje v oktobru in potem izvedemo 3 do 4 krožke na leto. V njih se zbira različno od 8 do 15 udeleženk, odvisno od interesa, ker se pač družijo po tem, kaj jih zanima. Verjetno ni slučajno, da ste razstavo ravno na današnji materinski dan pripravili? Seveda ne. Med ustvarjalkami vseh teh izdelkov je veliko mam in to je takšen droben poklon tudi ob njihovem prazniku. Se je kdaj udeležil kakšnih takšnih krožkov tudi kdo, ki je moškega spola? Zaenkrat še ne, vse jaz ne vem, da se bi mogoče v kakšnih starih zapisih našli tudi ta podatek. Vsekakor pa ob tej priložnosti vabim, da se naših študijskih krožkov udeležijo tudi moški, kajti ne gre samo za ustvarjalne krožke, kjer kvačkamo, štrikamo, lahko se ukvarjamo tudi z ekonomijo, lahko se ukvarjamo z zgodovino, z različnimi stvarmi, da širimo svoje znanje, obzorja, da se družimo in prispevamo v bistvu k temu, da je okolje, v katerem živimo, lepše in boljše za nas in za druge. Nad razstavo in rezultati študijskih krožkov je navdušen bil tudi podžupan. Ja, moram samo kritično priznati, da sem danes prvič v tako prijetni družbi deklet, ki v okviru Delavske univerze na teh krožkih ustvarjajo tako čudovite stvari, kot smo jih danes tukaj videli in jih bomo nekaj časa v naši avli lahko opazovali vsi, ki bodo prišli. Poznane so mi zadeve v okviru naših društev upokojencev, ki so prav tako
v mnogih društvih na teh področjih in take stvari delale in ustvarjale. Za Delavsko univerzo pa, da je to tako razširjeno, resnično nisem vedel. Ampak z obiskom otvoritve razstave se je tako tudi podžupan naučil še nekaj novega. Razstava bo na ogled do srede aprila. Na samo otvoritev razstave Utrinki pomladi je minuli materinski dan zaznamoval še en lep dogodek v Ormožu. Gre za posebno gesto občinskega odbora Nove Slovenije, ki so stanovalkam v domu starejših občanov in Ormožankam podeljevali vrtnice in mnogim tako zelo polepšali dan. Včasih je drobna pozornost vredna več kot vsa bogastva. Tega se zavedajo tudi v občinskem odboru Nova Slovenija Ormož, ki tudi ob letošnjem materinskem dnevu niso pozabili na stanovalke v domu starejših občanov, pa tudi na ostale naključne Ormožanke. Ja, to je res, da se vsako leto pridemo v dom upokojencev, pa še pol kaj ostane, gremo na center ali pa v kako trgovino, ki se mamica najbolj okoli grejo, kaj vidimo, in pol vsakom podarimo eno vrtnico za ves trud, pa imajo skrb za otroke, so zaposlene polno, bi lahko rekel 12 ur, edino kaj prespijo, ono pa imajo skrb službe za otroke, vse treba poskrbeti. Koliko vrtnic boste danes podarili? 170 vrtnic bomo podarili, teka tu okoli 120, mi svi ostalo pa pri občini ali pa v centri. So presenečene, ker ne pričakujejo ponavadi, tako da smo oba tudi zelo vesela, ko vidimo radost in srečo v ženskah, ko jim podarimo vrtnice. No, na nek način je to podarjanje teh vrtnic tudi izpolnjevanje vaših nekih notranjih želja, vzgibov, no? Točno tako, ker seveda zelo cenimo materinstvo in ženska nasploh, kot pravimo, da držijo 3 vogale hiše in zato jim seveda to delimo. V Ormoškem domu starejših občanov je čez 100 stanovalk in vse so bile deležne vrtnice, celo barvo so si lahko same izbrale. Člani občinskega odbora Nove Slovenije so jih raznosili po sobah, nekaj stanovalk pa je nenavadne obiskovalce dočakalo kar v avli doma. Gospa Marija, ste veseli vrtnice? Reči ja. Ja. Celo 2 ste dobili. Zato, ker te radi moje reče. Ne? Ja, kavar ne. Ja, zelo me veseli, da se sputite na nos, ker je tudi vse lepo, pa vse. In zdaj pa še smo dobili ružo, da še bomo bolj mladi, pa bolj veseli. Hvala vam lepa. Ste veseli vrtnice? Ja, zelo. Nisem si nikoli mislila, da bom dobila tako lepo rožo za materinski dan. Vam kaj posebej greje srce, pogled na to krvavo rdečo vrtnico? Ne vem. Lepo v glavnem je. To pač zelo veliko, to mi je nekaj najlepšega. Ste pričakovali, da se bo danes na materinski dan kaj zgodilo takšnega? Ne, nisem. Pa sem presenečena. Lepo. Vam je toplo pri srcu? Toplo mi je. Žalostna sem bila, zdaj sem pa vesela. No in kakšno je vaše sporočilo na današnji dan, materinski dan? Kaj bi vi recimo povedali vsem ženskam, materam? Da ne potrpijo malo, naj bojo močne, vse naj jim želim, vsem ženskam, ki trpijo, pa tudi ostalim. Ja, babica. Aha, vi ste že prababica? Aha. Koliko otrok pa imate? Marto pa Marijo, pa Marico, pa Tanja, pa Ksenijo. Aha, jih boste pozdravili? Ja, bom, ja, hvala lepa, ja, bom. Ste veseli te lepe rdeče vrtnice? Ja, roze, blume, sehr schön.
zelo lepa. Imate kakšno posebno sporočilo za današnji materinski dan za vse mame? Želim, da bi bile vse zdrave, vesele in da ne bi na tisto mislile, kaj je nekaj težkega bilo. Nekaj, da naprej rivljamo in skupaj potegnemo, pomagamo en drugi. To bi bilo od mojega srca najboljše. Prvo, ki imamo vsi na sredi lica nos, smo braća pa sestre. Ste si ta lepi klobuček nadeli danes za praznični dan? Ga nosim, če nekam grem. To pomeni danes za praznik? Tudi. Bog mi je rekel, Barbara, idi nazaj, pa me je nekaj pognalo. Evo, vidite, srečo sem imela, da sem dobila roze balum. Hvala lepa. Hvala tudi vam, od prvega do zadnjega, vsima, kjer se trudite za nas. Bog vam daj srečo, pozdravlja, vsima vam. Vam tudi vsem hvala. Praznični dan se ni nič manj dotaknil tudi moških sostanovalcev, ki so tudi bili polni lepih želja. Mnogo sreće mladim mamicama i mnogo otroka i starešima i želim sve najljepše od župana pa do, kako kažu, ne, hvala najviše na svima, lepo si imejte i uživajte. To je prav prijetno. Resnično, čeprav ga v prejšnji Jugoslaviji tega nismo praznovali, a ne. Je pa nekako 8. marec nekako malo bolj zapostavljen, odkar se je pač uvedel tale bolj proslavljajo materinski dan, a ne. Drugače pa kar prijetno vsega proslavljajo vse matere, a ne, katere so tudi vsaka jim čast tega brez deležne vso pozornost tega, za vso skrb, pa, kako se je izrazil, pa trpljenje, ki so ga imeli za svojimi otroci, da so jih pač s partnerjem ne spravili do kruha in do končanja študija in tako naprej. Ja. Boste tudi vi danes podarili kakšno rožico, kateri izmed žensk? Veste kaj, jaz sem pač malo hendikepiran, a ne. Drugač nimam toliko financ pred sebi, a ne. Drugač bi z veseljem dal, a ne. Tako kot vsak, ki spoštuje svojo mater oziroma mater svojih otrok. Bom jaz dala eno rožico. Moraš ti puno togo. Pa ne treba plačati, to je rožica. Ja, zakaj ne? Tu zastonj delijo rožico v nas. Ja, kaj ti ne ti? Zapadajte svoje voljene sebe. Ja. Nekaj vrtnic pa so predstavniki Nove Slovenije potem razdelili tudi med zaposlene mame v domu in pa naključnim Ormožankam. Mesec marec ne prinese samo pomladi in veliko cvetja, pač pa tudi 2 praznika posvečenega ženskam in mamam. In v čast tema 2 praznikoma tradicionalno vse naokrog potekajo številne slovesnosti. Tudi v Cvetkovcih, kjer proslavo in potem družabno srečanje pripravi v dvorani domačega gasilskega doma. Proslavo sta zorganizirali domačinki Zvonka in Tamara, ki sta med nastopajoče spravile skoraj vse domačine, ki vedo zapeti, recitirati, zaigrati, zaplesati. Med temi je bilo največ otrok, od tistih najmlajših do malo starejših. V sodelovanje pa so se pogumno vključili tudi očetje, ki pa so poskrbeli za smeh. Kaj pa je lepšega, kot mater videti nasmejano? Tako so se že kar za začetek predstavile cvetkovške sestre in osvojile srca zbranih v dvorani gasilskega doma v Cvetkovcih. Ja, tako so osvajale cvetkovške sestre in navdušile seveda.
Sledil je uraden pozdrav vsem zbranim in predvsem slavospev zbranim materam, takšen seveda, kot si ga zaslužijo. Nato pa sta nastopila mati in njen sin Franček. Mati pripoveduje o življenju in njeni mladosti nekoč, Franček pa jo z zanimanjem posluša in marsikaj vpraša. Pa zdaj ga nekaj pitam, pa zakaj zdaj od tega deca mele? Zdaj sem bila, ko da pitam. Gimnazija je lepša, kaj moderno, enega pačuka, pa še to tamo narijo, kaj bi mu brit porinuli. No, zdaj je vnu 6, pi pa smo tak držali, ti povem takrat eden. Ovega nikdo ni tuža, kaj žveda. Pa se zmislite, če bi tudi kjer kdo naštimajo, ni čakaj? Viš kaj, dekline smo nikdo nič naštimovali, da smo mogli pridna biti, veš? Ja, veš kaj, naš Stanko pa Hansa, pa sto, veš? Tak sta že bilo, kaj sta deklinam hodila, ne? Evo so naša mate imeli prikete kredek, pa so kuhano zažegli, ne? To pa sta kutramo preklodila domov. Nesta tistega friškega kruha pa meso vsega pojela, brago. Jutro pa je veš matero našo skoro kap, to je veta bila žalost. Naši žebenski kurpe pa, kakša jama, veš. Če pa tata rekli, zdaj jim davli šmancu, da do duže spali, zdaj to jim ne daš. Kaj so vam davali? Ja, samo malo so vam pozna, ja. Po odigranem prizoru je nastopila vrsta nastopajočih. Pravzaprav je ena točka bila lepša od druge. Vsak se je namreč za nastop za mamice želel posebej izkazati. Ali s petjem, ali z recitiranjem, igranjem. Itak, da pa je težko opisati 1000 lepih besed in melodij, ki so osvajale srca zbranih cvetkovčank. Za zaključek se je zvenčkom uspešnic predstavil še cvetkovški agropop, kar je bila še ena priložnost za smeh do solz. Nato pa malo ekskluzive oziroma cvetkovškega glamurja, sprehod malih manekenov po rdeči preprogi in potem vsi nastopajoči še enkrat na odru, kjer so skupaj zapeli Naj živi ljubezen. Ta je namreč edina, ki šteje v svetu in času, kot ga živimo. Kar nekaj vrednot se je porazgubilo z novimi pogledi na svet, ampak materina ljubezen je brezčasna in ni ga vpliva, ki bi jo omajal. V nadaljevanju pa med športne dogodke, ki jih je v minulih dneh tudi bilo kar nekaj, takoj po oglasih. Gostilna Črni ribič v Frankovcih. Za vse, ki si radi privoščite ribje ali druge specialitete, ter se sprostite v prijetnem okolju. V gostilni Črni ribič je prostora za 70 gostov, v poletnih mesecih pa jih do 30 sprejme tudi terasa. Nudijo vam a la carte različne ribje specialitete, a la carte ostale jedi, malice, kosila, catering, organizacijo porok in abrahamov, izletniška kosila ter še in še. Pričakujejo vas vsak dan, razen ponedeljka od 11. ure naprej, od torka do petka do 22. v soboto do polnoči in v nedeljo do 20. ure. Dobrodošli v gostilni Črni ribič, Jožef Dragarič SP, Frankovci 2A, ob glavni cesti iz Ormoža proti Središču ob Dravi. Naj zadiši po morju. Bi želeli osvežiti svoj dom z novimi barvami? Potem se oglasite v trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič. Ponujajo vam široko paleto notranjih fasadnih barv, ometov ter barv za les in kovino, ki vam jih zmešajo v najsodobnejši mešalnici barv. Ponujajo vam tudi demit fasade, razne štukature in okrasni stiropor. Za avtoličarje ponujajo širok izbor avtoličarskega materijala, navadne, akrilne in metalik avtolake, ki vam jih prav tako zmešajo v željenem tonu. V prodajnem programu pa boste našli tudi razna lepila, lake za parket, izolacijski material, fugirne mase, izravnalne mase, kite, akumulatorje, čistila, plin v jeklenkah ter vse pripomočke za domače mojstre. Trgovino Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu lahko obiščete vsak dan med 7 in 17 uro, v soboto med 7 in 13 uro.
Telefon 740 01 70. Ko se vinski griči ponujajo vsej svoji lepoti in ko žlahtna kapljica polepša dan, glasi vabilo na turistično kmetijo Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu. Poleg odličnih vin, ki jih na kmetiji pridelajo v svojih vinogradih, pa se na turistični kmetiji Puklavec lahko pohvalijo tudi s pestro kulinarično ponudbo, ki temelji na izvirnih domačih receptih. Ponuja čar krušne peči in pristnosti. Tudi odličnih slaščic ne manjka v ponudbi in vsega, kar bo zadovoljilo še najizbirčnejšega gosta. Na kmetiji Puklavec vas bodo z veseljem popeljali na degustacijo vin v svojo bogato založeno klet, vas pogostili pod brajdami, poskrbeli za glasbo in vam končno v svojih sobah za goste ponudili tudi prenočišče, če boste tako želeli. Na turistični kmetiji Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu lahko hkrati postrežejo 60 gostom. Vse informacije pa ponujajo tudi po telefonu 041 916 343. Dovolite si razvajanje in privoščite si sonca med vinogradi na Zasavškem griču pri Puklavcu. Ormoško pino grelo nas bo, kapljico zlato za dušo telo. Pozdravljeni! Minuli vikend je bil izjemno uspešen za naše mlade športnike. Gimnazija Ormož je v športni dvorani na Hardeku gostila zaključni turnir najboljših srednješolskih ekip. Poleg domače gimnazije so sodelovale še Gimnazija Šiška Ljubljana, Gimnazija Koper in Prva gimnazija Celje. V prvem polfinalu so celjski gimnazijci z 20-15 premagali koperske. Predvsej bolj zanimiv je bil drugi polfinale, kjer je odločitev o zmagovalcu padla šele v zadnjih 5 minutah tekme. Ormožani so se odlično upirali favoritu iz Ljubljane, ki ima tudi svoj rokometni oddelek, katerega obiskujejo dijaki rokometaši iz cele Slovenije. Čeprav so gostitelji bolje pričeli tekmo, so zaključne minute prvega polčasa pripadle Ljubljančanom, ki so na odmor odšli z 2 zadetkoma prednosti, 10-12. Za vsak dosežen zadetek je bilo potrebno obema ekipama garati. Tudi v obrambi sta se obe ekipi precej trudili in izgubili ogromne energije. Prav boljšo pripravljenost in višek energije so izjemno unovčili Ormožani v zadnjih 5 minutah, ko so zaostanek 3 zadetkov spreobrnili sebi v prid in tik pred koncem povedli z 2 zadetkoma. Končni izid 25-24 v korist gimnazije Ormož in veselje o posvojitvi kolajne ter uvrstitvi v veliki finale se lahko pričelo. Dosežek, katerega so pred začetkom sezone pričakovali le redki. Pri zmagovalcih je Tilen Kosi dosegel 8, Gašper Horvat 7, Tinek Hebar in Miha Kolmančič 4, Dejan Kociper 2 zadetka. Nekaj zadetkov domačih rokometašev je bilo resnično spektakularnih, ki so na noge dvignili še tiste, ki niso navijali za domačine. V malem finalu je gimnazija Koper s 25-21 premagala gimnazijo Šiška Ljubljana in tako je bron odromal na Primorsko. V tekmi za naslov državnega prvaka so nasproti gostiteljem Ormožanom stali dijaki prve celjske gimnazije, ki so domače ugnali že na polfinalu državnega prvenstva. V celjski zasedbi so zaigrali vratar Urh Kastelic, ki med svojimi letniki spada med najboljše vratarje na svetu, Rok Cvetko, ki je prvi organizator igre državne reprezentance kadetov, letnikov 1996 in mlajših, in Jaka Malus, član mladinske izbrane vrste in kapetan kadetske reprezentance, ki pa zaradi poškodbe ramena na Hardeku ni zaigral. Celjani so odlično pričeli tekmo in obramba gimnazije Ormož ni našla rešitve, kako zaustaviti celjski napad, ki je zadeval iz vseh položajev. Za razliko od vratarjev domačih, ki niso imeli svojega dne, je na drugi strani razliko pri Celjano ustvarjal Kastelic, ki se je izkazal z nekaj odličnimi obrambami. Kljub zaostanku že 5 golov se ormoški dijaki niso predajali. Ob igri z vratarjem v polju pa so zaostanek do odmora znižali na -2, polčas 16-14 v prid Celjanov. Tudi v nadaljevanju je celjska ekipa nadzirala potek tekme in držala prednost od 3 do 5 zadetkov. Gimnazija Ormož je preko Anžeta Šoštariča imela priložnost zaostanek znižati le na gol, vendar je znova odlično posredovala celjska hobotnica. Na koncu so se zmage z 31-26 veselili dijaki prve gimnazije Celje.
Pri srebrnih iz Ormoža je Kosi dosegel 5. Horvat, Kociper, Hebar in Kolmančič so dosegli po 4 zadetke. 3-krat je bil uspešen Vit Lukman in enkrat Šoštarič. Za najigralca turnirja je bil izbran Ormožan Tilen Kosi, za najvratarja Celjan Ur Kastelic, za najstrelca Koprčan Dani Zugan, ki je dosegel 17 zadetkov na turnirju v Ormožu. V idealno sedmerko so poleg Kosija, Kastelica in Zugana bili izbrani še Ormožan Miha Kulmančič, Ljubljančan Robert Tekavec, Koprčan Tilen Sokolič in Celjan Matevž Kunst. Sodniško nalogo so opravljali Žan Pukšič, Jure Satler, Igor Ivančič in Gregor Sok. Srebro za gimnazijo Ormož so osvojili Aleš Lukman, Blaž Kuhar, Uroš Tušek, Nino Ulaga, Tim Kokal, Tilen Kosi, Gašper Horvat, Vit Lukman, Anže Šoštarič, Dejan Kociper, David Lukner, Marko Kralj, Tinek Hebar, Niko Gašič, Miha Kulmančič, vodja ekipe Bojana Moravec in trenerja Anton Lah ter Uroš Krstič. Med rokometnimi dogodki še omenjamo poraz Jeruzalema v 21. krogu NLB Leasing lige na gostovanju v Sevnici. Z izidom 25-22, polčas 16-12 so bili boljši gostitelji, pri katerih je Miloš Đurđević dosegel 7 zadetkov. Pri gostih je bil najboljši strelec Bojan Čudić s 6 goli. 5-krat sta zadela Siniša Radujković in Miha Kolmančič. V 22. krogu v soboto 28. marca ob 19. uri bodo vinarji na Hardeku gostili tretjeuvrščeni Maribor Branik. Rokometaši v prvi B slovenski rokometni ligi so igrali tekme 20. kroga. V Taboru Velike nedelje Karierje Optil nič novega. Varovanci trenerja Tomija Matjašiča so zabeležili nov poraz, tokrat na gostovanju v Grosupljem. Domači so bili boljši z rezultatom 32-29, čeprav so v polčasu varovanci trenerja Tomija Matjašiča vodili s 16-12. Nov poraz pomeni tudi slovo od prve B slovenske rokometne lige. Pri domačih je Dejan Strojan dosegel 11, pri gostih 10 golov Kristjana Štefičara in 8 Uroša Šeruda. V petek 27. marca ob 18. uri bodo velikonedeljčani gostili Črnomelj. Selimo se k futsalu. Petelini U19 so na Hardeku po porazu na prvi tekmi pri Zavasu na Vrhniki s 3-7 lovili zaostanek 4 zadetkov. Trenerja Marjan Magdič in Matej Gajser sta v boj za čudežem krenila z naslednjimi igralci. Vratarja Rene Ketiš in Žan Kolarič. Igralci v polju Mitja Gašparič, Domen Škuliber, Klemen Zlatnik, Dejan Kociper, Aleš Kamenšek, Denis Javševec, Rok Rakuša in Matic Munda. Po prikazanem na drugi tekmi je zaostanek bil enostavno prevelik in ostaje Grinkoba po slabo odigranem zaključku na prvi tekmi, kjer so Petelini v zadnjih 10 minutah tekme prejeli kar 4 zadetke. Začetek je bil za Peteline idealen, saj je Zlatnik mrežo gostov načel že v 6. minuti. Zlatnik se je do žoge dokopal poleg 3 gostujočih futsalerjev in obševši vratarja Jaka Preglja ter brez težav zatresel mrežo ekipe Zavas. Povišanje prednosti na 2-0 je preprečil okvir vrat, ki je v ekipo Tomaža vnesel nervozo, ki je bila kaznovana za izenačenjem na 1-1 v 27. minuti. Pri domačih smo pogrešali večjo agresivnost, kar pa je bila posledica kratke klopi in menjav. Trener gostov Mile Simeunović je s številnimi menjavami, igralo je 9 igralcev, svojo ekipo ohranjal svežo. Na drugi strani je moč Petelinov pešala. Gostje so se brez večjih težav za obrambno taktiko upirali domači zasedbi, ki je zadela v 32. minuti preko najboljšega igralca tekme Zlatnika za 2-1. Za dokončen preobrat enostavno več ni bilo moči v domačih vrstah in kljub zadetku Dejana Kocipra za zmago s 3-1 je bilo razočaranje v vrstah gostiteljev veliko. Ekipa je namreč suvereno osvojila vzhodno skupino v pretekmovanju, nato pa na podlagi enega samega slabega dne oziroma slabih 10 minut končala državno prvenstvo v četrtfinalu. Končna bilanca Petelinov do 19 let je letos takšna: 14 tekem, 12 zmag, 1 remi in 1 poraz ter delitev uvrstitve od 5. do 8. mesta. Tisto, kar ni uspelo selekciji U19, je uspelo selekciji U21 Tomaža. Uvrstili so se v finale državnega prvenstva, kjer se bodo borili za naslov državnih prvakov. Po porazu na Škofijah z izidom 2-4 so Petelini vprašanje napredovanja v veliki finale rešili že v prvem polčasu.
ko so Bronxom nasuli kar 5 zadetkov. Končni izid je bil 7-3 in veselje o povrstitvi v veliki finale se je lahko pričelo. Za Tomaš je Miha Magdič dosegel 4 zadetke. Po enkrat so bili uspešni Urban Goričan, Domen Škuliber in Niko Matjašič. V finalu Peteline čakata 2 tekmi proti sovrstnikom Sevnice, ki so v drugem polfinalu s skupnim izidom 6-3 izločili škofjeloški Stripi. Nogometni blok bomo zaključili s povabilom na tekme 13. kroga Ptujske Superlige. Veliki derbi bo odigran v soboto 27. marca ob 15. uri v Gereči vasi, kjer se bodo srečali prvouvrščeni domačini in drugouvrščeni Ormožani. Petouvrščeno Središče istega dne in ob isti uri čaka gostovanje Opoljčana pri 9-uvrščenem Boču. Aktivni ta vikend bodo tudi naši strelci z zračnim orožjem. Na Rogli bo namreč v soboto 28. in nedeljo 29. marca potekalo 24. državno prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem. Na državnem prvenstvu bo sodelovalo tudi 28 strelk in strelcev iz klubov Jože Kerenčič Miklavž pri Ormožu, Kovinar Ormož ter Tovarna sladkorja Ormož. Ekipno s pištolo visoko merijo v Miklavžu pri Ormožu. Brata Simon in Boščan Simonič ter Aleksander Ciglerič pa se lahko visoko zavihtijo tudi med posamezniki. Med posamezniki s pištolo je eden izmed glavnih kandidatov za naslov državnega prvaka Kevin Venta, član Kovinarja. Zaradi poškodbe med pištoljaši ne bo nastopil Emerik Hodžič. S puško ekipno bodo visoko merile strelke Kovinarja, Urška Kuharič, Petra Vernik in Manja Krčmar. Potihem pa upajo na 2 posamični uvrstitvi v finale pri članica. Pri člani s puško v taboru Kovinarja računajo na uvrstitev med prvih 5 ekipno in na vsaj en posamični finale. Barve Kovinarja bodo zastopali brata Rok in Jan Šumak ter Tadej Horvat. O rezultatih z Rogle bomo poročali v naši naslednji oddaji Utrip Ormoža. Zaključili bomo z borilnimi veščinami. Tekmovalci kluba borilnih veščin Ormož so se udeležili prvega turnirja za državno prvenstvo Slovenije v Zagorju, v organizaciji Kickboxing zveze Slovenije in Kickboxing kluba Pondokvan iz Zagorja. Tekmovalo se je v disciplinah point fighting, light kontakt in glasbenih formah v vseh starostnih skupinah. Turnirja se je udeležilo 217 tekmovalcev iz 17 slovenskih klubov. 7 tekmovalcev ormoškega kluba je pod vodstvom trenerjev Milana in Danila Korotaja doseglo naslednje odlične rezultate. Tin Kokol, 3. mesto, dečki do 135 cm point fighting. Nejc Korotaj, 2. mesto, mlajši kadeti do 47 kg point fighting in 5. do 8. mesto, mlajši kadeti nad 47 kg point fighting. Ter 3. mesto, starejši kadeti do 47 kg light kontakt. Lan Kokol je osvojil 3. mesto med starejšimi kadeti do 47 kg v disciplini point fighting in 2. mesto pri kategoriji starejših kadetov do 52 kg point fighting. Dejan Kociper je osvojil 1. mesto med mladinci do 57 kg v disciplini point fighting in 3. mesto med mladinci do 57 kg light kontakt. Žan Tomažič je osvojil 1. mesto mladinci do 74 kg light kontakt in 2. mesto med mladinci do 69 kg light kontakt. Mitja Rozman je končal turnir v Zagorju na 3. mestu med člani do 79 kg v disciplini light kontakt. Uroš Brlek, 2. mesto, člani nad 94 kg point fighting. Skupno so tako tekmovalci kluba borilnih veščin Ormož dosegli 2 prvi, 4 druga in 5 tretjih mest, kar je dobra popotnica za nadaljevanje sezone. To bo vse za danes. Ne pozabite na spletno stran KTV Ormož, kjer sproti lahko prebirate to in ono od tod okrog, pa tudi kakšno zamujeno oddajo si lahko še ogledate na naši spletni strani. In še vreme. Naslednje dni bo delno oblačno, le sobota bo brez oblačka. Temperature bodo od 15 do 20 stopinj, prihodnji teden pa tudi čez 20. Pomlad je tu, ni kaj. Lepo se imejte, pa se vidimo čez teden dni.